Januarja sem se šla izziv Spraznimo špajzo in tole so 4 moja opažanja. Ker med sezono delam full ozimence, vlagam, zamrzujem, sušim, je te ozimence, ki jo imam full, ampak ozimenca ti nič ne nuca, če jo ne rabiš. Tako da ta izziv mi je zdaj že drugo leto full fajn, ker dejansko pol se porab ogromno enih stvari, ki so bile prešparane poleti, prav za ta namen, ampak vem, da se ne bi kar tako spomnila na njih brez tega izziva. Neke posebne sestavine, special stvari so vedno ekstra effort, da jih porabimo, tako da imamo navado jih spravljati nekam zadaj v naše špajze. In jaz sem na tem izzivu uporabila ogromno enih stvari, ki drugače ne bi jih vedela, kaj z njimi. Količina kreativnosti, ki mi jo da v bistvu ta omejitev, da kuhaš večinoma sem na podlagi tistega, kar imaš doma, je meni ful dobra, zato ker nastajajo neke jedi, ki so netipične, ampak velikrat ful dobre. Zdaj na koncu izziva Spraznimo špajzo mi je pa ful všeč tu, da so stvari lepo organizirane na svojem mestu, tudi omare sem pospravila, skrinja se je ful spraznila, imam večji pregled na ozimenco in tako naprej, tako sem ful zadovoljna, da sem se šla ta izziv. Če si se ga tudi šel, napiš spode, kako si se ga lotil, kaj so mogoče kakšni izzivi, ki si jih imel vmes med samim izzivom. Če pa nimaš pojma, o čem govorim, pa poglej kakšen video za nazaj, pa lahko se greš Spraznimo špajzo še vedno februarja ali pa marca, ali pa v bistvu katerikoli mesec v letu.